Ko sem razmišljala o obisku v Zoranovi trdnjavi, sem razmišljala predvsem o tem, kakšno darilo bi mu prinesla v zahvalo za njegovo povabilo. In ko sem tako razmišljala o darilu, sem nekako dobila občutek, da bi mu rada prinesla nekaj velikega in nekaj, kar ima zelo visoko vrednost. In nekako je padla ideja o tem, da bi mu prinesla eno tako velikansko krono, narejeno iz čistega zlata. Ampak ker sem jaz na vzporednih nivojih rada taka malo hudomušna in nagajiva, sem pomislila, kaj če bi mu jaz prinesla tako veliko krono, da bo za par milimetrov širša od najširše širine njegovih vhodnih vrat. Zaradi česar bi bil potem Zoran v eni taki dilemi. Moral bi uničiti del krone, zato da bi jo spravil v trdnjavo, ali pa bi moral uničiti malo trdnjave, zato da bi krono nepoškodovano prinesel notri. In zanimalo me je, katero pot bi ubral. In če bi morda ubral tretjo pot in krono pravzaprav pustil zunaj, nezaščiteno, vidno vsem. Ta ideja se mi je zdela zelo zanimiva, zelo hudomušna, ampak ko je prišel tisti dan obiska, tisti dan se nisem počutila preveč dobro. Nisem čutila nekega entuziazma, nisem čutila nekega igrivega duha v sebi. Ravno obratno, celo nekako sem imela občutek, da mi ni do tega obiska, da bi rajši premestila ta obisk na kakšen drugi dan. Ampak vseeno sem se odločila, šla na energijski nivo in prišla sem v svoj Lumi svet, v svojo palačo. Bila sem v svoji pisarni, čakala sem na klic, bila sem v nekem miru, v neki skoraj melanholiji, nakar v mojo pisarno vstopi moj vodnik Leon. Vodnik Leon je ena taka krasna dušica, en tak mlad, simpatičen fant in on kot vodnik mi predvsem pomaga pri tem, da mi daje čustveno oporo, da mi daje spodbude, da me potolaži, ko mi je težko, hkrati pa mi on tudi pomaga priklicati energije tistih ljudi, za katere delam vpogled, oziroma tistih energij, s katerimi se odločimo za neko potovanje. Prijazno me je opomnil, da je čas za odhod in da me Zoran že čaka. Pridružila sem se mu na hodniku in takrat mi je v roke dal eno tako belo škatlo in mi rekel: izvoli, to je darilo za Stevanoviča. Škatla je bila neke take velikosti, toliko debela, ni bila zavita v kakšen darilni papir. Nisem vedela, kaj je notri v tej škatli, ampak Leonu zelo zaupam, zato sem vedela, da je izbral darilo, ki ima pravilno vrednost, ki ima neko dodano vrednost in bo Zoranu tudi všeč. Šla sva do enega takega posebnega dvigala oziroma portala, ki naju vodi potem v naslednje svetove. Jaz sem vstopila v to dvigalo in ko sem prišla ven iz njega, sem pristala v prebujenem kraljestvu. Janez Janša me je tam že čakal in me povabil do portala, ki naju vodi v Zoranov svet. Videl je, da nisem preveč razpoložena in videl je tudi, da nisem energijsko prečiščena, kar pa Zoran rad zahteva, ko nekoga povabi v svojo trdnjavo. In v meni je še vedno gorel tisti duh neke hudomušnosti in zato sem si rekla takrat, kaj pa, če se ne bi prečistila, da ga vsaj malček tako, da je vsaj malček nekega pikantnega tona. Zdaj, Janez Janša se s to idejo ni glih preveč strinjal in me je vseeno spodbudil, da se energijsko prečistim. Tako da pol sem šla v tako posebno komorno sobo, kjer so take posebne energijske luči in prečistijo mojo energijo. S tem, ko se energijsko prečistiš, v bistvu nekako resetiraš svojo energijo, da utišaš vse obsodbe, kritike, neka ocenjevanja. Ampak da greš res v neki taki čisti svoji avtentični energiji v nek specifični svet, tako tudi lažje potem vidiš energijo za to, kar je v resnici.
Torej, tvoji predsodki ne deformirajo, ampak je čim bolj nekako skladna z energijo osebe, za katero delaš vpogled. Jaz sem se energijsko prečistila, potem sem šla do tega portala, Janez mi ga je odprl, vstopila sem v tako meglico, počakala sem, da pridem v ta svet in takrat se meglica razblini. Ko sem bila prvič, čisto ta prvič v Zoranovem svetu, sem pristala direkt pred vrati njegove trdnjave. Tokrat pa je bila njegova trdnjava videti nekoliko bolj oddaljena. Prišla sem na robu njegovega sveta in vstopila v ta njegov svet. Zdaj pogled na celotno pokrajino me je malček zaskrbel. Namreč bila je to ena prazna puščava. Po tleh je bil pesek, zrak je bil izjemno suh. Celo tak nek vetrič je pihal in tam prenašal tisto vejevje suho, od tistega grmičevja puščavskega. Bilo je skoraj, kot da bi prišel v nekakšen Teksas. Tišina. Slišalo se je samo šum tega nežnega vetra in tisto vejevje, ki je tam plapolalo po tej pokrajini. Sonca ni bilo, čeprav je bilo izjemno vroče in izjemno sončno. To mi je bilo zanimivo. In ko sem se bližala tej njegovi trdnjavi, ki je stala tam na sredini tega sveta, sem postala tudi ful žejna. Ampak vse bolj, kot sem se bližala, vse bolj suha usta sem imela in na trenutke se mi je zdelo celo, da imam poln gobec tega peska. Končno sem prišla do mosta, ki vodi do njegove trdnjave. Namreč ta trdnjava je bila zaščitena z vodnim jaškom. In čez vodni jašek je bil speljan lesen most. Ko sem bila na mostu, sem se ozrla dol v ta jašek in zanimivo je bilo, ker je bil popolnoma prazen. Nikjer nobene vode. Celo tako posušen, da so na tleh ratale prav velike razpoke. To ni nikoli dober znak, ko v nekem svetu ni vode. Takrat vem, da so tukaj čustva zelo zatrta. Da se tukaj ne pokaže preveč čustev. Nič hudega. Kanal je bil skopan in pomislila sem, morda bomo pa lahko to rešili, da ponovno vzpostavimo vodni tok in da prinesemo več svežine v ta pusti svet. Stopila sem do takih velikih lesenih vrat in na vratih je bilo trkalo. Močno sem potrkala. Zoran mi je odprl vrata in tudi pri njemu sem začutila neko tako energijo napetosti in neke nejevolje, nekega občutka, a je res to zdaj treba. Ampak vseeno me je spustil v to trdnjavo in jaz sem mu prijazno dala darilo. Vprašal me je, a naj to zdaj pogledam, ali naj pogledam pol, ko boš šla. In sem rekla, kar izvoli, če te zanima, z veseljem poglej. Odprl je to škatlo in ko je ven potegnil darilo, sem videla, da je darilo ena taka lepa uokvirjena slika. Bila je v takem lepem mavričnem okvirju, oziroma bil je okvir bele barve, ki se je mavrično lesketal. In ko sem tako pokukala, kaj je gor na tej sliki, vse, kar sem videla, je bil nek deček, ki je objemal takega belega kosmatega psa. Opazovala sem Zorana in ko je on gledal to sliko, se je v njemu čutilo, da se prebujajo neka čustva. Predvsem čustva žalosti. Obrnil se je proč in šel tam k eni kredenci in čutilo je, da se bi ob tej sliki najrajši zjokal, ampak trudil se je ostati čustveno stabilen. Gledal je to sliko in je kar ni mogel spustiti z rok. Čutilo se je, da mu ta slika pomeni zelo, zelo veliko. Jaz sem pa čakala, da on v bistvu
pridela vse to, kar je čutil, da sprejme to darilo, da ga postavi na to kredenco. In sem se razgledovala po njegovi trdnjavi. Nakar vidim, da iz stropa pride en tak mavrični vrtinec. Tak svetlobni mavrični vrtinec. In Zorana sem vprašala, kaj pa je to? Kar pejdi notri, mi je rekel. Nisem se obotavljala, sem mu popolnoma zaupala, zato sem stopila v središče tega vrtinca in čutila sem, da me ta vrtinec energijsko čisti. In kar naenkrat sem se jaz tam znašla popolnoma naga. Golota na energijskem nivoju simbolizira odprtost, iskrenost in v bistvu na nek način razgaljenost. Da ne skrivaš čustev, da ne skrivaš nekih besed, ampak da v bistvu vse, kar gre iz tebe, je dobesedno tisto, kar nosiš v sebi. Tvoja resnica. Običajno se počutim čisto dobro, ko sem tako razgaljena na energijskih nivojih, ker se mi zdi to v bistvu ena taka res pomembna vrlina, ki jo moraš obvladati, če želiš raziskovati svetove drugih ljudi. Torej pripravljenost na to, da si tudi sam razgaljen, če že v bistvu raziskuješ energije drugih oseb. Ampak zanimivo je bilo, ker v Zoranovi trdnjavi se nisem počutila preveč udobno, ko sem bila tako razgaljena. Z rokami sem si pokrila prsi in mednožje in kar mi je bilo tako malček neprijetno. Nekako preveč razgaljeno sem se počutila. Predvsem zato, ker je bil on sam oblečen. Zdaj opazila sem, da mi ni dajal očesnega kontakta in v bistvu me sploh ni gledal. Kar se tega tiče, sem se počutila pol nekako bolj umirjeno, ampak predvsem sem si želela najti način, kako naj se jaz sprostim, kljub temu, da sem tako razgaljena. Ampak ko sem se postavila v to vlogo suverenosti in odločnosti, se je pojavil nek tak močen občutek nekega magnetizma, kar mi pa sploh ni bilo prijetno. Zato sem se odločila, da se bom jaz kar zakrivala, kolikor sem se pač lahko. Zoran je končno odložil to sliko na kredenco in me povabil, da si ogledam to njegovo trdnjavo. Šla sva do enih takih lesenih vrat in ko jih je odprl, sem videla, da naju vodijo nekam dol po stopnicah v klet. On je šel pred mano, ni me gledal, ni me opazoval, ni me ocenjeval. Samo začel hoditi po stopnicah in rekel, naj se mu pridružim. Te stopnice in ta klet je bila hladna. Čutilo se je neko tako napeto ozračje, skoraj malček srhljivo. In bolj kot sva se spuščala dol po stopnicah, ki so šle v takem polkrogu, bolj me je zeblo. In jaz sem se začela že tako trest. Ni mi bilo prijetno. In takrat sem Zoranu rekla, ma mene zebe, pač, kaj mi lahko daš neko pregrinjalo ali nekaj, pač jaz ne morem tle naga hoditi, jaz sem zmrznjena. On je hodil pred mano po nekem hodniku, prijel je za baklo in mi dal tako, ne da bi me sploh pogledal, na izvoli baklo drži, pa se boš segrela. Jaz sem zagrabila to baklo in se me držala pri sebi, mi je malček pomagala, ampak hrbet in noge, jaz sem imela še vedno zelo, zelo hladne. In hodiva midva po teh dolgih hodnikih, spuščava se dol po stopnicah in šla sva vse globlje in globlje in globlje. In na neki točki zagledam v hodniku kot nek tak vdor, kot da bi bil prehod v neko tako manjšo sobico in tam jaz zagledam okostnjake. In vprašam Zorana, kaj pa imaš te okostnjake tukaj, kaj je to? In ni mi hotel odgovoriti in rekel, to so stare stvari, to me ne zanima. In je hodil naprej. In jaz grem za njim naprej. Tukaj pa se je začel spomin brisati. Njegova trdnjava je še vedno zelo, zelo skrbno zavarovana. Zato bom opisala tiste dogodke, ki se jih še najbolj spomnim in so ostali v spominu.
Ampak vem, da na neki točki sem mu rekla, da me zares zelo zebe in da bi potrebovala neko pregrinjalo. Takrat mi je dal nekakšno tako vijolično puhasto zadevo z nekim, pač nek vijoličen puhast, kot nek plašč, tak kosmat s takimi dolgimi dlakami, in nek pas, ki je bil narejen iz take neke svile vijolične. Ampak to je bilo iz takih cenenih materialov, da je bil občutek na koži zares neudoben. To mi je vse nekaj špikalo in hkrati pa me sploh ni grelo. Ampak sem si rekla, ok, lej, tako pač je v njegovem svetu, sprejmimo. Midva hodiva in ko končno prideva dol do dna, sva vstopila skozi ena vrata in prišla v eno tako večjo sobo. Tam je bila miza iz lesa, bila je neka omara s knjigami, na tleh je bil tak tepih, vse je bilo iz nekih takih kamnov, kot nekakšne opeke. Zoran se je takoj usedel za mizo, odprl laptop in začel neki brati, neki brskati. Jaz sem se pa ogledovala po tej pisarni oziroma po tem prostoru. Barve so bile take blede, zbledele, vse je bilo tako rjavo, sivo, temno. In čeprav recimo preproga je bila zelo pisana, zelo polna nekih vzorcev, je bilo vse tako nekako bledo. In mene je še vedno zelo, zelo zeblo. Usedla sem se na stol nasproti mize in čakala, kaj se bo zgodilo. Ampak Zoran je bil vneto zakopan v ta prenosnik in je nekaj vneto bral. Medtem ko sem čakala, da on zbere vse te informacije, ki jih rabi, sem tam v kotu zagledala en kamin in sem rekla, končno, zdaj ga bom pa jaz prižgala. In prižgala sem ga samo s pogledom, torej gledala sem kamin, si predstavljala, da so notri polena, da se vžge. In takrat je v to pisarno prišla ena taka lepa, topla, prijetna energija, ki se je počasi širila od kamina v prostor, počasi je prihajala vse bliže in bliže meni, počasi me je dosegla in takrat sem začutila ono toplino, da sem se lahko sprostila. In šla je naprej po prostoru do vseh zidov in kar naenkrat je ta pisarna zažarela v takih lepih odtenkih. Prevladovali so predvsem rjavi odtenki, temno rdeči, nekaj zlatih detajlov. Tako je ratal občutek neke topline in nežnosti. Mislila sem, da bo Zoran opazil to spremembo, da bo rekel, kdo pa je prižgal kamin? Ampak ne, sploh ni opazil. On je bil popolnoma zatopljen v svoj prenosnik. In takrat sem se začela malček sprehajati po tej pisarni. Videla sem tam en tak star umivalnik, hotela sem spiti malo vode, ampak ko sem obrnila pipo, je to vse škripalo in vode sploh ni bilo. Ko je prišla ta toplota tudi do umivalnika, se je umivalnik kar naenkrat spremenil v neko bolj moderno obliko. In ko sem takrat odprla pipo, je celo stekla ven voda, ampak bila je popolnoma umazana. Bila je rjave barve, polna peska, polna prahu. Nekaj časa sem čakala, da se ta cev spuca, da priteče čista, sveža voda. In to se kar dolgo časa ni zgodilo. Tako da sem pol v bistvu namestila en tak poseben filter, energijski filter, ki je to vodo prečistil in natočila vodo sebi v kozarc in natočila vodo tudi v kozarc za Zorana. Vzela sem ta 2 kozarca vode, šla do mize, mu postavila ta kozarca na mizo in v bistvu sploh ni pogledal, samo primul je spil in dal nazaj tam. Tako je bil zatopljen v ta svoj prenosnik, da sem ga potem končno vprašala, kaj počne. In je rekel, čakaj, moram najprej preveriti vse informacije o tebi, ki jih lahko izbrskam na internetu. In jaz sem rekla, ok, veselo na delo, dobro, v redu, bom počakala. Takrat sem tudi začutila sproščenost, videla sem, da Zoran nima nekih slabih namenov in sem si slekla ta cheap shit plašč. In tako jaz tam sedim, ko naenkrat spet tukaj izgubim spomin, ne spomnim se točno, kaj se je zgodilo, da je privedlo do tega trenutka, ampak naenkrat se spomnim, da me je Zoran grobo prijel za roko
Dvignil je ta tepih, ki je bil na tleh, in tam se je razkril en jašek, bile so take rešetke, okrogel jašek, premera recimo 1,5 metra. Dvignil je te rešetke in mi rekel, naj grem dol. In ko sem šla dol, bile so take kovinska lojtra je bila, ki je bila v bistvu ugrajena v zid, samo te stopničke. Ko sem se spustila dol, da bi pač upoštevala njegova navodila, ker je bil očitno nekako jezen ali pa nekaj mu ni bilo všeč. Takoj, ko sem bila cela v tem jašku, je zaprl jašek s temi rešetkami in to vse skupaj zakril s tepihom. Excuse me, Zoran, kaj počneš? Sem si mislila. Kaj zdaj on, zakaj je on mene zdaj sem dol zaprl? Kaj, kaj je to? Zdaj, ok, lahko bi se borila, pa šla ven, ampak sem rekla, pa dajmo raziskovati. Očitno me je tle nekam zaprl za neko kazen, ne vem, kaj sem naredila, ker sem pozabila. Ampak ko sem hodila dol po tem kanalu, je bilo vse bolj strašno, vse bolj klavstrofobično. In jaz se počasi spuščam in spuščam in spuščam. In naenkrat se je čutilo vlago v zraku in bil je tak vonj, tak, prav tak zmrazil te je, vonj, samo vonj. In jaz grem počasi še niže in niže in niže in spuščam se, ko naenkrat se z nogo dotaknem nečesa, kar ni bil zrak. Sprva sem se malček ustrašila, ampak ko sem potipala še enkrat, sem začutila, da je notri voda in da se v bistvu spuščam navzdol po nekakšnem vodnjaku. Tukaj me je spreletel srh. Izhoda ni bilo nikjer nobenega, razen tisti gor, ki pa je bil pač zaprt. Edina pot, ki mi je še ostala, je, da se spuščam naprej po lojtri v to vodo. Ampak voda, ki dolgo časa stoji nekje zaprta in se ne pretaka, se ne menja, postane toksična. In v bistvu me je bilo strah iti globlje v to vodo, hkrati je bila zelo hladna in občutek je bil absolutno odvraten. Tudi zato, ker je bilo v tem jašku popolnoma temno in tudi ta voda se je zdela popolnoma črna, tako da nisem sploh vedela, ali je to bistra voda, ali je to neka mlakuža, ali je to celo kakšna druga tekočina, ki je lahko tudi strupena. Trudila sem se zaupati procesu, stopiti nižje, ampak nekako občutek ni bil prijeten. In mencala sem, malček sem šla gor, malček dol, nisem vedela, kaj naj naredim. Potem pa se odločim, da bom jaz to vodo poskenirala, pa da vidim v bistvu, morda pa je čisto ok. Vklopim si posebne senzorje v očeh, pogledam to vodo, vidim tako neke črte, ki analizirajo in preučujejo tole vodo, in potem dobim potrditev, da je voda ok. Takrat mi je prišla tudi misel na Janeza in prebujeno kraljestvo. Namreč v ta svet sem vstopila prav skozi portal v prebujenem kraljestvu in vedela sem, da me Janez pravzaprav spremlja tekom tega procesa. Poklicala sem ga v mislih in mu rekla, kje sem jaz to, ali bo ok, če grem jaz do dna. In rekel mi je, da je na tej točki izgubil signal in me več ne vidi, kar pomeni, da gre za neke tunele v trdnjavi, ki načeloma niso skladni z načrtom takih trdnjav, in je to nek dodatek, ki ga je ustvaril Zoran. Rekel je, da bom se mogla znajti sama, ampak je tudi rekel, da verjame, da grem po pravi poti in da Zoranu tudi zaupa, da je to ok.
Ker sem dobila potrditev od nekoga, ki to spremlja od zunaj, in ker sem dobila potrditev, da je voda ok, sem se pač spustila nižje. In bolj kot je voda prihajala gor po mojem telesu, oziroma bolj kot sem se spuščala v to vodo, bolj je bil srhljiv občutek. Ampak ko mi je segala voda do vratu, sem rekla, ok, zdaj pa se dajmo spustiti. Ko sem se potopila tudi z glavo pod vodo, nisem mogla iti nižje. Mene je ta voda konstantno porivala na površje. In zato sem se tukaj odločila, da se bom obrnila na glavo. Naredila sem preval, ki sem ga naredila lih za glih, ker je bil ta jašek lih dovolj širok, da mi je to uspelo. In ko sem visela z glavo navzdol, mi je bilo veliko lažje se v bistvu dol vleči z rokami in iti vse globlje in globlje in globlje v to globino. In končno sem prišla do dna. Tam pa zagledam nek snop svetlobe, ki me vodi potem vzporedno nekam naprej po hodniku. Zaplavala sem proti tej svetlobi, plavala in plavala, ko sem bila kar naenkrat v morju. Takoj sem dojela, da sem prestopila dimenzije. Plavam po morju in se dvigam gor proti površju. Ampak ko sem dala glavo ven čez morje, je mimo mene zapeljal skuter in me skoraj povozil. Vodni skuter. Potunkala sem se pod vodno gladino in opazovala površje od spodaj. Ugotovila sem, da je to nek varnostnik. Varnostnik sveta, ki se fura po morju gor in dol in varuje svet pred tistimi, ki niso povabljeni vanj. Ko je bil ta skuter dovolj daleč, sem začela plavati proti obali. Obala je bila lepa, peščena, imela je en tak majhen lesen pomol, na temu pomolu pa je bil privezan gliser. Gliser, ki je zelo moderen, kvaliteten, hiter. Iz plaže je bila videti tako ena potka, ki je vodila v nek tak lep, skoraj tropski gozd. Taka lepa potka, lepo tlakovana, in ko sem tako malo bolje pogledala, sem videla, da ta potka vodi do ene take lepe, skoraj luksuzne hiške. Odločila sem se, da grem ven iz morja in potrkam na vrata tele hiške. Bila je zelo lepo urejena. Vse je bilo zelo moderno, stilsko, prijetno. Ne samo moderno, tisto hladno, ampak je imela tudi neko dušo, neko srce je izžarevala ta hiša. Potrkam na vrata in takrat mi odpre ena ženska. Takoj sem vedela, kdo je to. Katja Kokot. In glede na to, da mi je Katja odprla vrata te hiše, sem logično sklepala, da je to v bistvu hiša njihove stranke Resnica. Prijazno me je povabila notri, opazila je, da sem nekako izgubljena, ampak ni pa vedela, kdo sem jaz. Takrat je poklicala Zorana. Zoran, pridi! In ker je videla, da sem popolnoma naga, mi je hitro dala nek plašč, da se ogrnem. Zoran je prišel, ampak tudi ta del spominov je zelo zabrisan. Ne spomnim se točno, kaj se je tukaj pravzaprav dogajalo. Takoj naslednjega trenutka, ki se ga spomnim zelo dobro, je bilo, ko me je Zoran grobo prijel za roko, me peljal ven iz hiše, na pomol, me postavil v tale gliser, se usedel vanj, ga prižgal in zdirkal po morju. Bil je videti jezen, ni se pogovarjal z mano. Dirkal je po morju in dirkal, imel je jasen fokus in jasen pogled. Ko se kar naenkrat pripeljeva sredi nekega otoka, bil je samotni otok sredi morja, majhen. Dajmo reči površine nekih 100 kvadratnih metrov, tako kot ena hiška. In na tem otoku je bil pesek in ena palma. Zoran parkira gliser dosti blizu plaže in mi pomigne, naj stopim ven iz tega gliserja. Jaz sem šla ven, lepo počasi, stopila sem v to plitko vodo in mu še tako igrivo pomahala, ne, čau, Lora, bova tle, bom tle sama. In ker se je hotel prepričati, da bo vse tako, kot mora biti, je tudi sam stopil ven iz gliserja, ga seveda tudi ugasnil
me zlekel z roko in me zlekel čisto tja na sredino otoka. In takrat mi je rekel, tukaj boš ostala. Vrnil se je v svoj gliser, jaz sem rekel, ok, cool, morda pa bo tle kaj zabavnega. Vrnil se je v svoj gliser, ga hotel prižgati in glej ga zlomka. Gliser mu ni užgal. Ampak sploh ni pokazal nekega tistega občutka, da nekaj ne štima. On je bil zagreto, fokusiran na to, da mora prižgati ta gliser. In ga on prižiga s ključem in je delal drrrrrm. Ni se ni frustriral, bil je popolnoma miren, fokusiran. On je samo probaval in probaval. Zdaj, pač to je trajalo ful dolgo časa, ne. In jaz sem se spraševala, pa dobro, a boš probal morda kaj drugega narediti, ne vem, odpreti motor, da vidiš, če je kaj, če je zmanjkalo bencina, morda, ne vem, karkoli. In jaz čakam, da pač on gre, ne, da bo odšel, karkoli. Čakam in čakam. In je bilo že malo dolg čas na tem otoku, sredi ničesar, sredi morja. In tako jaz dobim eno zanimivo idejo. Kako bi jaz popestrila to najino doživljanje tle sredi oceana? In tako malček z nogo po pesku tako premetavam, ko naenkrat opazim tako zlato bunkico, ki je bila del tiste krone, katero sem mu jaz želela podariti. Torej, v namen, da mi je bilo na tem otoku bolj zabavno, sem to krono postavila prav v ta otok, prav v pesek. In jaz tako z nogo malček pobrskam in rečem, Zoran, tle pa se nekaj blešči, tle neko zlato. On v trenutku pozabi na ta svoj gliser, pride na otok, pogleda in začne vneto kopati z rokami. Takrat se je že videl malček obris enega delčka te velikanske zlate krone. In on koplje tako z rokami in koplje in koplje. On je bil čisto fokusiran. On se ni pogovarjal, on ni zadihal vmes. On je vneto kopal in kopal in kopal. In na neki točki je že toliko skopal, da se ni dalo več niti z rokami. Vstal je in rekel, če bi imel vsaj jaz eno lopato. In seveda jaz mu z veseljem pomagam pri njegovih projektih. Zato sem pač si ustvarila lopato in mu jo tako dala, na, tle imaš. On me sploh ni pogledal, videl je tako s kotičkom očesa, da mu podajem lopato, sploh ni razmišljal, vzel je to lopato in začel kopati in kopati. In je končno skopal že dobršen del te krone, ko je naenkrat ugotovil, da je to nekaj velikanskega in težkega. In takrat je rekel, pa da bi vsaj imel bager. In seveda, jaz mu prinesem bager. Evo, le ga. Tukaj ga imaš. On opazi bager, sosede vanj, vžge, začne kopati in končno potegne ven na plano celotno to krono. On ni pokazal unega navdušenja, tipo, wow, glej, kaj sem našel. Ne, on je bil, kot da je to nekaj samoumevnega. Pač to je tle, to je moje, zdaj sem jaz to našel, to je treba zdaj odnesti v bajto. On je z bagrom uspel dvigniti to krono in je roko tako potisnil, da bo dal to krono na ta gliser. Ampak ta krona je bila velika in težka. In ko je on postavil krono na gliser, se je vse skupaj potopilo. Kaj se je dogajalo naprej, se ne spomnim. Znova so spomini tukaj zbledeli. Naslednji prizor, ki se ga spomnim, pa je bil ta, da sva stala pred vhodom v njegovo trdnjavo. Prišel je do mene, imel je sklonjeno glavo in mi rekel, Teja, imel sem napačno mnenje o tebi, priznam. Hvala ti, ker nisi imela slabih namenov. To je moje darilo. Vzamem in opazim tak velik ključ, tako velik, zlat ključ,
Bil je videti tak, kot so ga imeli včasih za kakšne kleti oziroma za kakšna res velika vrata. Bil je težek in na koncu je imel kot nekakšno tako kovinsko cevko, ki je imela v notranjosti nek pač patent in ta patent je preprečeval, da bi lahko ta ključ ponaredil. Se pravi, dal mi je original ključ. V tistem trenutku nisem še vedela, kaj ta ključ je in sem ga vprašala, kaj pa odklepa ta ključ. Ta ključ odklepa vrata od moje trdnjave. Zaupam ti. Kadarkoli se lahko vrneš in jo raziskuješ. Hvala ti. Adijo. Obrnil se je in šel. Ni mi dal očesnega kontakta, ni mi dal objema ali kakšnega drugega stika telesnega, naprimer rokovanja ali karkoli. Torej bil je čustveno zelo odmaknjen. Takrat sem pač šla na rob njegovega sveta, pojavil se je portal in pristala sem spet v prebujenem kraljestvu. Janez me je videl in narisal se mu je nasmeh na obraz, rekel mi je: odlično si se izkazala, bravo. In takrat sem mu rekla, da se mi zdi, da sem ogromno stvari pozabila. In mi je rekel: pa saj zdaj imaš ključ, kadarkoli lahko obiščeš to trdnjavo. In sem rekla: ja, sem res, vidiš. Morda pa bom lahko šla še enkrat, pa morda, ko bom šla naslednjič z budno zavestjo, bom lahko lažje, oziroma zdaj, ko že poznam zadevo, bom lahko lažje sodelovala na tak način, da bo tudi Zoran več razkril. In takrat čisto nekako, nek občutek je bil v meni, neko tisto pač logična zadeva, da jaz ta ključ dam Janezu, kajti v svet od Zorana Stevanoviča sem prišla preko Janezovega sveta in se mi je zdelo prav, da Janez hrani ta njegov ključ. Ampak ko sem ga dala Janezu v roke in mu rekla: na, pospravi, me je prijel tako za ramena in rekel: Teja, to je tvoje darilo. Tega ne delaš zame, to delaš zase. Vzemi ga s sabo. To se mi je zdela tako lepa gesta in nekako v tistem trenutku sem se skoraj počutila malo osramočeno, ker sem imela nek tak občutek, da mi je Janez odprl to kraljestvo prav zato, da me bo na nek način izkoriščal, da me bo pošiljal v te svetove in hkrati bo na tak način pridobival darila, da mu bom jaz uredila darila. Ampak videla sem, da temu ni tako. Dobesedno mi je hotel samo pomagati in to je v moje srce naselilo en tak lep mir, pa zaupanje in tudi veselje. Poslovila sva se in vrnila sem se v svoj lumi svet. Šla sem v svojo pisarno in ta ključ položila na lepo mesto v taki omari z steklenimi šipami. In potem pridem jaz v fizični svet. Zbudim se, hočem analizirati, kaj se je vse dogajalo in seveda pol stvari sem pozabila. In razmišljam jaz, kaj je zdaj s tem ključem, ne? In ko sem dojela, okej, lahko grem še enkrat tja, super. Zdaj, ko sem se jaz zbudila iz te meditacije, nisem imela časa, da bi vse zapisala. In ko sem naslednji dan se odločila, da zdaj moram to še enkrat iti čez, sem rekla, super, zdaj grem lahko zavestno, se pravi z budno zavestjo, še enkrat čez to potovanje in raziščem tiste dele, ki so bili nekako izbrisani. Jaz se usedem za računalnik, začnem tipkati, ko pridem do tistega dela, ki je bil izbrisan. Grem takoj hitro na ta energijski nivo, vzamem ključ, grem v prebujeno kraljestvo, odprejo se mi vrata v Zoranov svet in ko grem čez vrata, sem pristala direkt pred vrati trdnjave. Vstavim ključ v vrata, ga obrnem. Bil je tak občutek, skoraj nekako sem pomislila, kaj pa, če se jaz preveč vsiljujem, kaj pa, če bi mogla Zoranu naznaniti, da prihajam, ampak glede na to, da mi je dal ključ, si predstavljam,
da je s tem prišlo tudi dovoljenje, da lahko kadarkoli nemoteno vstopam v njegovo trdnjavo. In odločila sem se zaupati temu občutku. Obrnem še ta drugič ključ, odprem vrata in ko vstopim v trdnjavo, trdnjava je bila popolnoma prazna. V zraku se pa je vohal vonj stare bolečine. Ozirala sem se po teh zidovih, ki so bili videti nekako pusti, prazni, nikjer nobenega pohištva, nikjer nobenih drugih elementov, samo trdnjava, stene in bolečine, ki so bile že prej ujete v njej. Ampak prej so bile te bolečine nekako zakrite. Vonj bolečine se je zakril z vonjem vseh elementov, ki so bili v trdnjavi. In videla sem prizore. Težkih spominov, ki so se zarezali globoko v pore te trdnjave. To, da je Zoran zbežal iz njegovega sveta, ni bil dober znak. Počutila sem se celo malček izdano. Kot da mi je ponudil ključ za zavedanje, da bo tako ali tako zbežal. In tako ali tako bom prišla potem nazaj, ampak v prazno trdnjavo. In vse njegove skrivnosti bo pobral s sabo v drugi svet. Vedela pa sem, da s tem, ko je zapustil to trdnjavo, se je preselil v novo trdnjavo. Ta nova trdnjava je boljša, bolj natančno zasnovana, kar je po eni strani dobro, a po drugi strani slabo. Ko nekdo zbeži iz svojega sveta, pa ni nikoli preveč idealno. In pomislila sem, kaj pa, če bi jaz to trdnjavo energijsko prečistila in jo pripravila in morda bi se potem Zoran lažje spet vrnil v to trdnjavo. Ampak ko sem začela s čiščenjem, enostavno ni šlo. Nisem zmogla videti čistilne energije in nisem zmogla videti, da bi se ta bolečina odstranila, da bi se umaknila, da bi vnesla v to trdnjavo svežo Zoranovo energijo, ki bi ga nazaj povabila v ta svet. Razmišljala sem, če bi ta svet morda raje uničila, ampak potem me prešine ena zanimiva misel. Jaz take trdnjave še nimam. Zakaj pa je ne bi jaz kupila? Morda pa mi je Zoran dal ključ prav zato, da si to trdnjavo prilastim in jo začnem tudi uporabljati. Ta misel me je navdušila, vam je prinesla nek nov optimizem, motivacijo in takrat se je to čiščenje začelo tudi dogajati. Videla sem, kako se stene čistijo, videla sem, kako ta bolečina odhaja proč, videla sem, kako se vsi kanali, vsi podzemni rovi prečiščujejo. In takrat je tudi
prišla voda v jašek. Jašek se je napolnil s tako lepo, čisto, svežo vodo in tudi njo sem še enkrat prečistila, tako da je lepo mavrično lesketala. Pogled na to prenovljeno trdnjavo mi je bil všeč, ampak začutila sem, da moram nazaj domov. Hvaležna sem za to darilo in komaj čakam, da vidim, kaj bo ta trdnjava prinesla tudi v moje fizično življenje. Evo, to je bilo potovanje v Zoranov svet. Zelo, zelo zanimivo. Zelo intenzivno, zelo skrivnostno, zelo zapleteno, ampak hkrati tudi zelo komično. Res sem se zabavala, sploh na tistem samotnem otoku. In Zoran Stevanovič, če po nekem naključju gledaš ta posnetek, hvaležna sem ti za to darilo. Verjamem, da ti v te svetove ne verjameš preveč, in verjamem, da se tebi zdi smešno, kako sem jaz zadovoljna s to trdnjavo, ampak jaz vem in verjamem, da ima ta trdnjava nek tak lep, skrit potencial in komaj čakam, da ga raziščem, ker verjamem, da bo to raziskovanje prineslo nekaj lepega tudi v tvoje življenje. Se že veselim. Vsi ostali gledalci pa ste vabljeni, da pokomentirate svoje vtise spodaj v komentarjih. Zelo sem vesela vaših odzivov, vaših občutkov, vaših misli, vaših interpretacij in se vidimo naslednjič. Čau!